Lepo pozdravljeni v novi epizodi Modrosti kineziologije. Z vami tukaj Jure Gubanc iz Kinvital Kineziološki center in pa Tim Podlogar, kineziolog.si. Kot imava sedaj s Timom že v navadi, bo tudi tokrat obdelala eno zelo perečo temo, zanimivo temo, ki sigurno nedvomno vse ljudi zanima. In sicer bova danes govorila o junk foodu, torej o smeteh, hrani, ki naj bi bila smetna hrana, torej tako za nič, ne, da se imenuje junk food. Kaj točno bova govorila v zvezi z junk foodom? Torej najprej bo Tim povedal, kaj sploh junk food je, potem pa bomo malo navezali to tematiko tudi na rekreativne športnike, tekače, vzdržljivostne športnike in na splošno populacijo. Torej, da sploh definiramo, katere hrane so zares spadajo pod to besedo junk food. In pa da potem pogledamo, zakaj, ne, tudi mene predvsem zanima, zakaj toliko enih rekreativnih športnikov, pa tudi vzdržljivostnih profesionalnih športnikov v bistvu se poslužuje določenih hranil, ki jih mi smatramo kot junk food, ne. Torej, marsikaterega tekača boste videli, ki med maratonom spije kar veliko Coca-Cole ali pa poje kakšne kos pice in tako naprej. Tako da bo danes malo o tem govorila, ne, da razjasnimo, zakaj, pa kdaj je morda celo koristen junk food, ne. Tako da, Timi, začniva kar najprej potem z uvodom. Torej, kaj si ti predstavljaš pod besedo junk food? Torej, kaj bi dal tukaj pod to kategorijo? To je odlično vprašanje in vedno po mojem, da je treba nanj govoriti odvisno od konteksta. Namreč, če pogledava trenutne trende, o čem se pogovarjamo, v svetu prehrane, je trenutno na tapeti sladkor. Se pravi, hrana, ki bo imela veliko prostih sladkorjev v sebi, bo na nek način predstavljena kot junk food. Pred recimo 10 leti je bil junk food predvsem tisto, kar je vsebovalo veliko maščob. Ampak če vse skupaj damo na kup, vidimo, da je junk food predvsem tista hrana, ki je na nek način predelana, s tem, ko je predelana, sprocesirana, ima v sebi veliko prostih sladkorjev, zelo malo mikrohranil, se pravi malo vlaknin, malo mineralov in malo vitaminov, in pa predvsem veliko ogljikovih hidratov, se pravi sladkorjev in pa maščob. V to kategorijo junk fooda, recimo, če vzamemo čist primer, recimo hrana, recimo burek, recimo gre za enostavne, veliko ogljikovih hidratov, precej maščob, relativno malo beljakovin, in pa predvsem tisti malo ostalih nekih mikrohranil. Potem recimo hrano kakšnih veriga, kot je recimo McDonald's, pa recimo med junk food bi lahko štela tudi Haribo bombone, ki pa pravzaprav na nek način po mojem mnenju, ko govorimo o športnikih, je v določenem primeru so recimo Haribo bomboni odlična izbira. Ko govorimo o pijači, mečemo v skupino junk fooda recimo sladkane pijače, od Coca-Cole, ledenih čajev in podobnih napitkov, sokov tudi, ki imajo v sebi veliko sladkorja. Za normalno populacijo je vsaka velik energijski vnos problematičen, zato ker se to prebivalstvo v večini ne giba veliko in enostavno teh kalorij, ki jih zaužije, ne more porabiti. Medtem ko na drugi strani imamo športnike, ki imajo izjemno veliko porabo energije in enostavno energijo potrebujejo. Torej, če te prav razumem, junk food je imenovan junk food predvsem zaradi dveh stvari, torej, ker vsebuje zelo malo mikrohranil, v primerjavi z recimo domačo hrano, recimo temu tako, ne, torej zelo malo mikrohranil, pa drugi razlog bi bil zato, ker je neprimeren morda za življenjski slog večine današnje populacije, torej ni toliko napačen sam po sebi, ne. Zelo kalorično bogata hrana.
Tako je. Se pravi, bo to zelo veliko energije ta hrana vsebovala. Mislim pa to iz stališča samega zdravja človeka in načeloma tudi ta hrana verjetno je bolj rizična, je bolj škodljiva. Zato, ker ne vsebuje mikrohranil, kaj jih načeloma lahko dobimo sicer z drugo hrano, ne? Ampak če bi jedli samo junk food, je verjetno seveda zaradi tega to škodljivo, ne? Ampak kaj pa, če ga kombiniramo z normalno prehrano, recimo temu, že dodajamo mikrohranila posebej, je morda v tem primeru to nesporno potem. Mislim, da recimo imamo primere recimo debelostnikov, to na YouTubeu, če boste odtipkali, recimo boste sigurno našli kakšne videe, kako so ljudje 1 leto ali pa 2 leti jedli samo McDonald's hrano, shujšali in hkrati močno izboljšali svojo krvno sliko. Krvno sliko, ja. In kaj so naredili, da so to dosegali? Enostavno pojedli so manj, kot so porabili, se pravi, s tem, ko so izgubili telesno maso, se je enostavno krvna slika izboljšala. Seveda so pa očitno poskrbeli, da so imeli vendarle nek zadosten vnos mikrošnir, se pravi, vitaminov. Ok, kaj pa če greva zdaj v svet ljudi, ki se veliko gibljajo, ne? Zdaj recimo že lep primer, da lahko mojih kolegov tekačev, ki se malo bolj ukvarjajo s tekom, ne, kot se jaz, ne, ultramaratoncev, že recimo pri nas v Kenvitalu, že sami povedo, ne, da pojejo veliko hrane, ki je smatrana kot junk food, ne. In tudi na tekaških tekmovanjih, raznih takih zelo dolgih ultramaratonskih tekmovanjih, tudi drugi tekmovalci se poslužujejo zelo veliko v bistvu in pijejo Coca-Cole vmes in jedo pice in podobne zadeve. Ne. Torej, zakaj je temu tako? Kaj je ta hrana v bistvu v tem primeru toliko bolj koristna, ali kaj kot kakšne druge vrste dodatkov oziroma prehrane? Po mojem prepričanju je predvsem zaradi okusa, takrat si že naveličen vsega in enostavno potrebuješ hrano, ki te bo na nek način nasitila, ker če boš ves čas tekel, ali pa recimo v teku samo užival gele, se ti bo enostavno tudi te geli zagnusili, ne boš več prej, medtem ko pač neka hrana, ki ni tako sladka in nima takega groznega okusa, bo enostavno veliko bolj prijela, kot recimo, geli. Čeprav v osnovi bi bili recimo samo ugljikovi hidrati, prosti sladkorji med aktivnosti, ki traja recimo 24 ur, najbolj primerni, ampak vemo, da enostavno po vsej verjetnosti pri večini ni možno. No. Enostavno ne bojo čutili, da potrebujejo pravo hrano. Ja. Ok. Kozarek nazaj, recimo si omenil Coca-Colo, pa recimo reči pa ledeni čaj, se mi zdi to, kot lahko smatramo celo kot športno prehrano. Namreč, kaj v teh napitkih pravzaprav je? Noter je cukor, se pravi namizni sladkor, ponavadi v Sloveniji se uporablja navadna saharoza, se pravi glukoza in pa fruktoza, ki je po mojem prepričanju optimalna kombinacija sladkorjev za med športno aktivnostjo. Medtem ko športni napitki, ki jih kupite v trgovinah, vsebujejo samo glukozo, ki je po mojem prepričanju suboptimalna. Se pravi, na nek način so lahko te napitki celo bolj primerni kot tisti, ki so naj bi bili najbolj primerni za športno. Torej je lahko Coca-Cola ali pa ledeni čaj med maratonom boljša zadeva, boljši napitek kot pa nek gel ali pa kakšna taka dodatek. Izotonični napitek. Zadnjič sva že govorila o izotonični napitku, ampak nasplošno proizvajalci športne prehrane precej forsirajo dodatek elektrolitov med športno aktivnostjo. Ampak enostavno raziskave kažejo, pa ne ena, ampak kaže precej, in to so konsenzi športnih organizacij, da enostavno pri aktivnosti, nekaj urnih aktivnostih, do pomanjkanja soli v telesu ali pa elektrolitov ne bo prišlo. Če seveda človek normalno uživa elektrolite v
obdobju pred samo aktivnostjo. Kar pomeni, da nadomeščanje elektrolitov v večini primerov pri športniku med vadbo je nepotrebno, kar pomeni, da je edino, kar se nadomešča sladkor, in sladkor je torej prisoten v Haribo bombonih ali pa recimo v navadnem ledenem čaju, ki sta vse te izdelki so precej cenejši kot športna prehrana, izdelki športne prehrane, specializirane športne prehrane, ali enakovredno boljši, ali pa mogoče kanček slabši, odvisno od športnika. Okay. Tole sam še poježavam, zadnjič sva sicer govorila že od hidracije, ampak mi je tudi tukaj zanimivo, v zvezi s tem junk foodom pa pijačami. Kakšno bi bilo pa potem neko optimalno razmerje pri nekem maratoncu med vnosom teh junk pijač vmes, med samo preizkušnjo in pa vode, torej navadne vode. Torej, ali je boljše, da pije celo preizkušnjo navadno vodo, ali je boljše, da se poslužuje tudi teh sladkanih pijač vmes, oziroma kakšen ne bi bil to razmerje? Se pravi, odvisno seveda od intenzivnosti telesne aktivnosti. Pravi, ultramaratonec bo tekel precej nizke intenzivnosti, kar pomeni, da bo v veliki meri porabljal maščobe. V tem primeru poraba ogljikovih hidratov sicer manjša, ampak če gledamo to na dolgi rok, bo še vedno zelo velika in bo prišlo do prej ali slej do pomanjkanja mišičnega glikogena ali pa jetrnega glikogena, in to bo vodilo v preurano utrujenost. Zdaj priporoča se, da pri nekaj večurnih aktivnostih vnesemo na uro vsaj 60 gramov ogljikovih hidratov. Zdaj, ali jih vnesemo v obliki tekočine, gela, tablice, je pravzaprav vseeno. Hkrati je dobro vnesti še zadostno količino tekočin, se pravi, odvisno od tega, koliko se znojimo in koliko želje občutimo, ampak na nek način zelo koncentrirane pijače ali pa samo recimo tablice ponovadi pri mnogih tekačih predvsem povzročajo težave, zato je smiselno dodati še neko tekočino, se pravi vodo. Ok, super. Irač, daj potem za konec nam samo povej, kaj bi svetoval glede teh tradicionalnih junk food pijač in prehrane. Torej, za nekoga, ki se ne ukvarja športom, verjetno to ni, verjetno je bolje, da čim več črta tega iz svojega seznama. Nekdo, ki se ukvarja malo bolj z vzdržljivostnimi preizkušnjami, pa kolikor opažam, ni kakšnih večjih težav pri zaužívanju te hrane pri takih. Jaz bi v tem primeru predvsem pogledal na sestavo hrane, da vsebuje čim manj maščob, se pravi bomboni, kot so recimo Haribo bomboni, so po maratonu ali pa nekaj urni aktivnosti telesni zelo priporočljivi, vsebujejo veliko sladkorja, bodo pomagali zapolniti mišični in pa jetrni glikogen, se pravi, bodo zmanjšali našo utrujenost. Pa čokoladno mleko se tudi doskrat pije, tako lepo teče. Čokoladno mleko je odlična izbira, tudi ker ima po sebi še beljakovine recimo in pa vse 3 sladkorje, se pravi glukozo, galaktozo in pa fruktozo. Kakšen čips pa pica, to pa pol bolj ne? To je pa vsebuje veliko maščob, ki pa so lahko na nek način problematične. Čeprav, če govorimo o čipsu, imamo čips, ki ne vsebuje veliko maščob in je lahko po eni strani v redu, ker vsebuje relativno veliko soli, ki smo jo med telesno aktivnostjo izgubili in je pač ni nič narobe, če jo po telesni aktivnosti nadomestimo. Poleg tega bo sol nas naredila žejne in bomo nadomestili tudi so izgubljeno tekočino. Samo spet ne sme biti veliko maščob. Kaj pa tako na hitro, če ošvrkneva še ljudi, ki se ne ukvarjajo z vzdržljivostnimi športi, ampak hodijo v fitness. Pri njih, verjetno glede na to, da ne gre toliko za dolgotrajne napore, ampak gre bolj za vadbo moči ali pa hipertrofije, pri njih verjetno takšna junk food hrana, visokokalorična hrana, pride v poštev morda samo pri pridobivanju telesne teže, ne pa toliko. Tam je ne bi priporočil. Njihova poraba energije je veliko manjša, imajo sicer veliko višji
metabolizem, večjo porabo energije v mirovanju zaradi večje mišične mase, ampak vendarle je po mojem mnenju bolj smiselno, da se uživa čim bolj raznovrstno in pa naravno hrano. Se pravi, športniku, ko recimo kakšnemu tekaču, je junk food po tekmovanju ali po teku tistih prvih nekaj ur dovoljen, sicer je pač nepriporočljiv, ampak v tistem oknu po vadbi, ko enostavno mora nadoknaditi izgubljeno energijo, je pač junk food, ki ne vsebuje veliko maščob. Ni toliko junk, ne? Ja, dejansko. Ja, okay. Dobro, Timi, hvala za ta pojasnila o junk foodu. Pa se slišimo do naslednje oddaje. Ja.